Danes v Pomurskem dnevniku. Pisani prekmurski pirhi. Velika noč. Streljanje s karbidom. Zaradi praznikov povečan promet. Vreme, jutri bo pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Okrašena jajca so simbolični predmet praznovanja ob veliki noči in so nepogrešljiva na praznični mizi. Krašenje jajc je tradicija družine Rajsar iz Goričkega in sega v obdobje pred Prvo svetovno vojno. Za svoje pisanice je Herman pri Obrtni zbornici Slovenije pridobil naziv Izdelek domače obrti. Na natečaju za najboljše rokodelske izdelke Goričkega pa so njegove remenke dobile posebno priznanje. Takole Herman Rajsar že vrsto let z značilnimi izpraskanimi vzorci izdeluje pisane remenke. Motive večina rišem največ korine, te pa rišem tudi kakšne živali, stare grade, kapelice, cerkve. Včasih se pa še ljudje tudi kaj premislijo. Če pa to vkus pravi in to vkus pravi, tako sam ne sem šafez. Povejte nam, odkje pravzaprav vse te ideje, ta ljubezen do risanja pirhov? Čujte, jaz sem pač veselje dobil, da je učazočno. Kako po domače povedano, v Krbili sem jaz lepše vygemal in bil tako rekoč krodo, ne? In te so moje začeli pobirati pa jehve notri v Krbili pestite. In to se ti jaz vesela, je dobil, vimo pa jaz to tudi zlagoča dela. Takšne remenke so bile nekdaj posebnost, nam izda njegova žena. To smo to občudovali, ko smo prvič videli takšne barve, pa to mi smo že doma z voskom, pa to je mama delala, ali takšne barve, pa takšno praskanje, takšne gore risati, pa praskati, to je bilo te čudovito. Gledajte, od deca smo ti doma čakali, ko me dovizem pride, ko dobi vsak eno remenko. A strast do izdelovanja pisanic z različnimi motivi je prevzela tudi njo. Gre za zahtevno delo. To je preveč zahtevno, to mora vsako barvo posebno v cunju gledati, pa ti daš najprej svetle barve vlečeš, te žute najprej, te pa rdeče, pa te pa s temnimi ideš prek. To je preveč zahtevno, to pomalo ide, samo one se hitro sešijo, to, ko se ne pockajo, če kaleko barvaš. Skozi vrsto let je izpod rok celotne družine nastalo preko 50.000 pirhov, na leto jih še danes naredijo preko 1000. Ponavadi sem delal začetki do 1800, včasih mi kakšna remenka več prišla, zdaj pa že malo menje delam. Lani sem 1500, zdaj sem pa imel okoli 1200 gotove. Ljudje si zaželijo njihovih pisanic, ker le te ostanejo večen spomin. To je neko preleko, tisto se te neso žegnje, pa so strli, pa pogeli, nekaj je bilo, kujano puno jajce, zdaj so pa izpihano, pa prazno, tako to celo leto leko, kak spominček že podariš ali daš nekome in to zdaj v inozemstvu ne sejo v Nemčiji, te naše zdomci in to je to zanimivo, ker to tam njega toga ne delajo, to je vse ročno in vsako je posebno, to so vsako unikat. In takšne unikatne remenke bodo na Goričkem nastajale tudi v prihodnje. Ob praznovanju velike noči se spomnimo na Jezusovo vstajenje od mrtvih. Da bi v tem času pozabili na zlo, ki nas obkroža, živeli v miru, pa v poslanici vsem ljudem polaga na srce murskosoboški škof Peter Štumpf. Dragi bratje in sestre, če bi Kristus delal račune o tem, ali se splača za nas umreti na križu, ali pa bi raje izbral drugačno pot, to ne bi bil več Kristus. Poznali bi samo preroka, ki je nekoč živel in umrl. Morda bi nam pustil nekaj lepih naukov in nič več.
takih človeških prerokov pa je povsod preveč. Toda Kristus je umrl za nas na križu. Zakaj je umrl? Med nas in Bogom se je vrinilo zlo, ki je nadnaravno in prihaja od hudega duha, ki nam privošči samo smrt, večna smrt. Hudi duh je izgubil nebesa, zato jih dobro poznam, ker je tam že bil kot angel svetlobe. Zaradi ošabnosti je nebesa zavrgel in sedaj hoče škodovati še ljudem. Zlo je ranilo našo svobodo, spoznanje in se vsiljuje v naša dejanja, ki jim pravimo greh. Boja proti grehu ne zmoremo sami, nujno potrebujemo pomoč. Bog ni hotel, da bi nam greh zaprl poti do večnosti. Edino druga Božja oseba, Jezus Kristus, se je iz ljubezni do nas odločil za to težko, a za nas odločilno dejanje. Zato nam Velika noč sporoča, da greh in smrt nimata nad nami več moči, kajti v sebi nosimo kali večnosti. To je zares radostna novica. Ne izgubljajmo poguma. Tudi mi stavimo svoje upanje, svoje nemoči, svoje poraze, vse naše življenje na ostalega Kristusa, oklenimo se ga in on bo ostal z nami. Želim vam globoko doživetje teh velikonočnih skrivnosti in srečo bližine ostalega Gospoda. Med velikonočnimi prazniki bodo posamezniki in skupine streljali s karbidom ali možnarji. Zato policisti opozarjajo, da je potrebno pri tem poskrbeti predvsem za varnost. Na policiji pojasnjujejo, da morajo možnaristi imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji, prav tako morajo upoštevati tudi varnostne ukrepe. Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. A je potrebno upoštevati, da mora biti med 22. in 6. uro zagotovljen nočni mir in počitek ljudi. Policija še dodaja, da pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje. Sicer pa je na mestu tudi previdnost pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorija 1, kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja. Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa od 3000 do 50 000 evrov. Ta konec tedna bo zaradi praznikov na slovenskih cestah povečan promet. Največjo gnečo pričakujejo v smeri od Avstrije proti mejnim prehodom s Hrvaško ter od Italije proti Madžarski. V prometno-informacijskem centru voznike opozarjajo, da se bo v teh dneh poznal dotok vozil s tujo registracijo, zato je običajno povečana gneča na odsekih, ki so že sicer ob dnevnih prometnih konicah najbolj obremenjeni. Priporočajo veliko strpnosti, saj bo na cestah več utrujenih voznikov, zaradi gostejšega prometa pa je pričakovati več okvar vozil, prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkov. Sicer pa vsem voznikom priporočajo, da se pred odhodom na pot pozanimajo o morebitnih prireditvah, ki vplivajo na pretočnost in prevoznost posameznih cest. Vozniki naj bodo pozorni tudi na večje število vozil, ki jih v zimskem času ni na cestah, na primer na motoriste in kolesarje, še piše na spletnih straneh prometno-informacijskega centra. Zaradi praznikov so začasno prekinili dela na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Danes zjutraj je prišlo do požara na garažnem objektu pri stanovanjski hiši na Dolgi ulici v Črnelavcih.
V Črnelovcih je zagorelo okoli 6. ure zjutraj, požar pa je prvi opazil mimoidoči in o tem obvestil pristojne službe. Posredovali so domači gasilci in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota, ki so odprli kritino strehe na garažnem objektu ter pogasili ogenj. Najverjetneje je do požara prišlo zaradi vžiga saj v dimniku. Požar pa se je nato razširil na ostrešje garaže, v kateri so bila tudi vozila, a jih je lastnik pravočasno umaknil na varno. Zaradi neposredne bližine hiše je obstajala nevarnost, da se požar razširi tudi na stanovanjski del objekta. A so gasilci to še pravočasno preprečili. Spoštovani, poglejmo si še, kakšno vreme se nam obeta v teh prazničnih dneh. Danes je bilo po večini sončno, opoldne so 9 stopinj Celzija izmerili v Murski Soboti, v Lendavi in v Radencih. 2 stopinji manj je samodejna merilna postaja pokazala na Goričkem. Jutri bo pretežno oblačno, popoldne bodo občasno manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, najvišje dnevne od 6 do 11 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro delno oblačno s temperaturami pod lediščem. Čez dan se bo še pooblačilo, termometri bodo pokazali okrog 11 stopinj Celzija. V nedeljo se bo delno zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, hladno bo, saj bomo čez dan izmerili le okrog 10 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo precej jasno, veter bo oslabel, dnevne temperature se bodo gibale od 8 do 12 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Preživite mirne velikonočne praznike, seveda tudi v naši družbi. Imejte se lepo in srečno!